Pozdravljeni. Pred nami je velika nagrada Francije. Prva v nizu treh dirk, ki jih bomo gledali v treh zaporednih vikendih. Seveda, danes je na vrsti uvodni prispevek, kjer si bomo pogledali vse tiste zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Mnogim proga Paul Ricard-Le Castellet sploh ni všeč. Trdijo namreč, da je dolgočasna. A če pogledamo malce zgodovino in kaj vse se je tu zgodilo, dobimo lahko čisto nasprotno sliko. A treba je poudariti nekaj, da v Formuli 1, vsaj po mojem osebnem mnenju, je kvaliteta bistveno nad kvantiteto. Ukolikor je v Le Castelletu težko prehitevati, pomeni, da vsak poizkus, ki se uspešno konča, je toliko bolj navdušujoč. A ta kraj ima za Formulo 1 prav poseben pomen. Namreč na vračanju iz testiranja je doživel tisto nesrečo Frank Williams, ki ga je priklenila na invalidski voziček. Ne smemo mimo tragične smrti Elija De Angelisa, a danes si bomo ogledali dirko iz leta 1990. Namreč malo je manjkalo, da bi se tu izpisala prava pravljica Formule 1. Smo v tistem obdobju, ko ni več prisilno polnjenih motorjev in imamo praktično premoč McLarena, Ferrarija, prihajal je na površje Williams. A tu je izjemno malo manjkalo, da bi zmagal bolid Leyton House oziroma March. Leta 1990 sta bila Ivan Capelli in Maurizio Gugelmin na kvalifikacijah solidna 7. in 10. Takratni glavni inženir pri ekipi Leyton House, znan Adrian Newey, je malce popravil tisto začetno šasijo CG901. Videli smo tako imenovano varianto B. Večina razlik je bila v difuzorju, a ne spuščajmo se preveč v podrobnostih. Zanimivo je, da sta oba voznika ekipe Leyton House praktično vodila suvereno večino dirke. Ivan Capelli od 33. do 77. kroga. Šele v zadnjih 3 krogih ga je prehitel Alain Prost s Ferrarijem in tako dosegel zmago na domači veliki nagradi. A to nič ne vzame fantastični dirki Italijana, ki je dokazal, da je eden v svojem obdobju najboljših in najbolj konstantnih voznikov, čeprav marsikdaj spregledan. Celo Adrian Newey v svoji biografiji How to Build a Car je tistemu obdobju posvetil 29. in 30. poglavje. Izjemno zanimivo branje in vidimo tudi marsikaj, kar se je zgodilo v zakulisju te dirke. Namreč Adrian je prav tedaj prestopil iz tedanje ekipe March Leyton House v Williams. In seveda opisal je, kako se je tudi počutil, ko je končno videl svoje delo, da je bilo uspešno na televizijskem prenosu, kajti ni bil prav več član tiste ekipe. Seveda toliko o tem, da proga Paul Ricard je lahko še kako zanimiva. Vse je odvisno od voznikov in ekip. Proga sama po sebi ni ne dolgočasna, ne zanimiva. Zanimiva je lahko samo dirka z dogajanjem. Seveda, ukolikor se bomo sedaj spustili na lastnosti same proge, bomo najprej opazili, da za razliko od Bakuja imamo tu za stopnjo trše pnevmatike. Opazili ste, da so vrednosti v povprečju 3. Le 2 rubriki imata vrednost 4. Bočne sile in seveda stres same pnevmatike. Tako na papirju lahko opazimo, da je proga pisana bolj na kožo tovarniški ekipi Mercedes.
še posebej zaradi tiste šikane na ravnini Mistral, kjer so bistveno znižali končno hitrost. Proga v Le Castelleju je znana po tem, da nudi nešteto možnih variant, kolikor se ne motim, čez 170. A ima še eno posebnost, tiste črte na izletnih conah. Mnogi namreč ne vejo, zakaj so izletne cone tako zanimivo pobarvane. Namreč na tistih modrih in rdečih progah je poleg asfalta tudi tungsten. Torej, na tisti črti je oprijem bistveno večji kot na asfaltu in tako sama črta pomaga pri zaviranju. Faktor je na modrih črtah malce nižji kot na rdečih. Torej, če nekdo zleti iz proge in gre na izletno cono, lahko tukaj nežno zavira na tistem območju z modrimi črtami, na tistem območju z rdečimi je pa zadeva še malce bolj konkretna. In seveda, sedaj vemo še premalo, da bi lahko rekli, kaj lahko pričakujemo od tega dirkaškega vikenda. A vseeno imamo določene podatke glede vremenske napovedi. V petek in v soboto bo sončno oziroma delno oblačno. Temperature od 27 pa nekje do 30 stopinj Celzija. Dobil sem kar nekaj vprašanj, zakaj je temperatura zraka in seveda vremenska napoved tako pomembna. Namreč, bolj bistvena kot temperatura zraka je temperatura asfalta, ampak ukolikor se znajdejo oblaki med asfaltom in soncem, se bo temperatura asfalta malce znižala. A videli bomo, ukolikor bodo te sorazmerno visoke temperature spravile v krizo razne ekipe. Za nedeljo imamo bolj zanimivo napoved. Namreč obstaja izjemno majhna možnost neviht v popoldnevu. Zvečer je pa ta možnost bistveno večja. A hotel bi poudariti, da ta uvodni prispevek je posnet v četrtek. Do nedelje se lahko še marsikaj spremeni. Torej, bodimo pozorni tudi na to, kaj se bo zgodilo za samo dirko. Možno je tudi, da bomo lahko videli kakšno kapljo dežja, čeprav realno gledano je možnost nizka. Zanimiva tematika je tudi veter. Namreč imamo približno napovedi okrog vetra hitrosti 30 km/h v petek ter okrog 20 km/h v soboto in v nedeljo. Nekje srednje močan veter, čeprav sunki lahko dosežejo tudi 55 km/h. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v resnici. A kar se tiče tega uvodnega prispevka, je za sedaj to vse. Kot običajno vas moram opozoriti, da bo kak prispevek iz te naše serije posvečene veliki nagradi Francije objavljen lahko malce kasneje kot običajno. To pa zaradi tega, ker bom zaseden s komentiranjem na Sport klubu, a v tem vikendu mislim, da bodo urniki malce bolj normalni. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.